Živijo. Jep, YouTube spet postaja moj hobi. Dobila sem službo. Po novem sem novinarka. In zakaj? O tem govorimo danes. Ne vem, a se še splača. Ne vem, a ima smisel delati videe vsak teden, če jih pač nobeden ne gleda. A imam sam jaz ta problem? Pač, kaj se sploh dogaja z YouTubeom? Dajmo iti na začetek. Leta 1997 sta mama Katja in ati Zdravko povila... Ne toliko na začetek, malo naprej. Leta 2010 sem ustvarila kanal Kaja Papaja. Ne, leto 2017. Nastala je Kaja Solo. Ja, zaradi Hana Solota ni neke deep zgodbe. Če bi zdaj delala kanal, bi bila Kaja Waititi, če bi bila pol leta, bi bila Kaja Bond, prej bi bila Kaja Cumberbatch, Kaja DiCaprio, itd., you get the drill. Takrat sem naredila slovenski kanal, ki je zaradi jezika dosti hitro zrastel. Pri tem sem delala v angleščini, pa valjda nikoli ni šlo, tako da slovenščino si takrat nekaj na YouTubeu vsi želeli. In jaz, I delivered it. Pa par drugih YouTuberjev, valjda, ki so večina zginili že do zdaj. A še kdo tukaj je snemal tudi 2017? Alenka, maybe? Anyway, purala sem kanal, bilo je fajn in pol. Kako se je vse začelo sploh z oglaševanjem? Ne vem, kdo me je prvi kontaktiral za promocijo, ampak fiks je bilo neki za Instagram. Mogoče kupi hitro, oziroma, prodaj počasno, ali kaj že. In sem naredila prvo objavo, plačano. Ne, za 100. Pametna poslovna ženska sem jaz sama. Prodaj počasno je čist druga zgodba. Dajmo preveriti tisto, ko je dejansko važno. Plačane objave. Za Instagram so se pojavile prve firme, ki so bile pripravljene plačati neki 100 evrov, zato da sem jaz na profilu pokazala njihov izdelek. Noro. Kasneje so valjda z večjimi številkami šle tudi cene gor, ampak o tem malo kasneje. Oziroma naslednjič. Sploh ne bomo cena tem videu govorila. Ne še. Sem se jaz kdaj prodala? Ja. Ne bom rekla, da se nisem. Res sem včasih popustila in vzela kako sodelovanje sam zato, ker je bilo dobro plačano. Ne bom zdaj povedala kjero, ampak mislim, da se to itak čuti, če pogledate kako tako objavo. Je bilo prav? Pa ja, pa tudi ne. Lej, vsak mora živeti. Pri tistih malih cifrah, ko me nobeden ni hotel zares sponzorirati, druge izbire niti nisem imela. Čeprav sem kar fajn filtrirala, ker sem imela zraven še drugo službo in mi posledično nizko šlo sam za denar. By the way, priporočam, da imaš službo med tem, ko začenjaš z YouTubeom, zaradi tega, ker je dolga pot pred tabo, tudi če si s TikTokom, z Instagramom, s čimerkoli. You need a job, girl. It's not as easy. Priznam, včasih sem kako sodelovanje malo obžalovala, ker ga nisem čist čutila. Ampak dajmo govoriti o sodelovanju, ko so mi bila dejansko všeč. Zato da imamo nek primer za kasneje. Recimo, par let nazaj sem delala z Viki kremo. In sem naredila eno objavo, kjer sem jaz jedla Viki kremo. In zraven sem objavila še fotko, ko sem bila otrok, ko sem imela isto čokolado namazano v krogu ist. Ne vem, neki 3 leta sem bila stara. Adorable as hell little story. I love it. Pač, proda se zgodba, feeling, Viki krema je že dolgo z nami, vsi jo poznamo, res je amazing. In en drug primer, recimo, Bar Cafe. Mislim, da je to bilo isto leto, tako da očitno bilo to res dobro leto za sodelovanja. Imeli smo kampanjo, kjer smo se prek telefona pogovarjali s svojimi domačimi, zraven smo pa pili kavo, valjda. Zdaj, ta objava ni sponzorirana pa Viki krema in Bar Cafe, sam hočem povedati, da je bilo to ful dobro. Ampak pol je prišel TikTok. In se je nekaj spremenilo. Jaz že na začetku nisem hotela imeti TikToka, ker nikoli nisem bila nekaj ful navdušena nad tem. Mogoče sem čutila, kaj se bo zgodilo. Ne globoko v meni sem vedela, kaj bo. YouTube in Instagram bo ta umrla. TikTok ima neverjetno močne algoritme. Imamo plano še cel video o TikToku, ampak dajmo zdaj to na stran. Vsi vemo, da lahko na TikToku preživimo cel jeben dan in nič zares ne naredimo. Čiste posrka v sebe in to je toksično. Ampak vsi smo na TikToku, Ana. In firme so videle priložnost v tem, ker je novo, ker se gleda in ker bo delovalo. In skočili so na ta bandwagon promocij prek TikToka. Bye sponzori za dejanski content na Instagramu in YouTubeu. Ampak zakaj? Kaj so oglaševalci zapustili YouTube? Lej, za YouTube video narediti je cel postopek. Ni dosti, da vzameš sam telefon, pa posnameš nekaj 10 sekund, ki nekaj plešeš, pa nekaj objaviš. Za YouTube je treba imeti kamero, pa dober zvok, pa dobre luči, čeprav jaz še vedno priporočam sonce, #sponsor by sonce. In najpomembnejši, content, vsebino. In to stane. Pri meni kakega jurja, odvisno od dolžine, pa od kompliciranosti. Kaj pa TikTok? Ja, nič, vzem telefon, postam, kaj nekaj govoriš, lej ta izdelek, za 60 sekund, pa dodaj #ad, pa ad prodana duša in objav. Bam. 10 000 ogledov. Zato so TikToki cenej. Firme
pa radi šparajo. Ampak a je res na TikToku bolj smiselno oglaševati? A to deluje? Jaz zdaj ne bom z neko zagotovostjo karkoli trdila, ampak dejte mi vi napisati. A deluje, ko vidite TikTok od kake firme, od kake hrane ali neki in pol nekdo pleše na Doja Cat in vam kaže izdelek? A ga greste dejansko kupiti? A ima to sploh kak vpliv? Res nam en to pove, ker res iskreno ne verjamem, da ima tako glas kakršnokoli vrednost. Ampak zdaj je vedno več teh Gen Z agencij, ki najamejo samo oklicane TikTokerje in plačajo 100 evrov, da se obrukajo z nekimi kao trendy plesi in pol imajo kar agencijo. Please. Prodajate zgodbe. Naj bo neko čustvo. Res moram začutiti izdelek, zato da mi ga lahko prodaš. Sorry, cheap as fucking reklame ne delujejo. Dajmo pogledati moje ponudbe za reklame. Ja, tudi mene so že parkrat kontaktirali za TikTok promocije in moje cene so bile pač identične tistim na YouTubeu, ker je pač video. Yes, my mistake. Ali pa tudi ne. Ker tu ceno štejem dejstvo, da se bom pred vsemi svojimi sledilci obrukala, kar sem se parkrat in se nočem več za noben denar. No, razen če mi plačate res 1000 evrov za en TikTok, kar pol vam dam še nagrado, da imate res najbolj neumen business system. You just wasted way too much money, honey. Te rajo oglas na TV kupiti, ki ga itak 99% folka preskoči, ko gledajo za nazaj. To se bo bolj splačalo. V glavnem, imela sem ponudbe, da naj plešem za TikTok, pa da naj delam challenge v trgovini, pa da naj folk neke bedarije sprašujem. Ne, not my thing. Raj si grem dejanski šiht poiskat, ko pa to. No, zdaj iti nazaj na YouTube, ker v TikToku bila krentala še 3 dni. YouTube je torej propadel. Folk je šel na TikTok skupaj z oglaševalci. To v bistvu ima smisel, ker pač oglaševalci logično niso na YouTubeu, ker za koga bi pa delali reklame. Ker dajmo biti iskreni, YouTube je v res enem shitty place right now. Med so ogledi padli. In več folka mi je že reklo, da je to zaradi mojega contenta. Ampak, sorry, ni. Vsem so padli ogledi, razen Perotu Martiču, pa sem ostali, ki bojo letos imeli dojenčke. Dojenčki se prodajajo, to je še edina stvar, ki bo očitno zdržala in mislim, da ne rabim razlagati, zakaj si ne bom šla delati otrok samo zato, da bi oglede obdržala. A je pa to ni noben shade, verjamem, da si noben ni delal froce za oglede. Sorry, Pero, vem, da se sarkastično sliš, sem ful ljubosumna, pa lej. V glavnem. Jaz sem zdaj probala delati clickbait, pa tudi Šuma dela clickbait. Vsi delamo clickbait. Pa fucking ne deluje! Jaz sem včasih delala video, pač Holly s Primarka, napisala Holly s Primarka in vse je gledalo. Zdaj bi mogla dati pa vsaj 10,000 evrov Holly s Primarka, oh my god, Gucci, Prada, Versace, pa še zmer ne bi noben kliknul. Ker vsi delajo clickbait. Če je vsak video clickbait, se ničemur več ne verjame. Clickbait je zgubil pomen. A je to mogoče propad YouTubea? Če TikTok ne zgine in se prime kot edini medij, nažalost ja. Jaz ne vidim poti iz tega, YouTube je uvedel svoje YouTube Shorts, Instagram spreminja format na videe, vsi hočejo biti TikTok, česar bojo pač še bolj propadli. Ker če hočem gledati 10 sekund do 3 minutne videe, grem na TikTok, ne na YouTube pa na Instagram. Vsaka platforma bi mogla obdržati svoj format in biti zvesta za tiste, ki jim je pač to všeč. Tako bo pa vse propadlo, ker nima smisla. Zakaj bi imela 3 aplikacije z isto funkcijo? Lastlo kakšen content na YouTubeu preživi, oziroma je sam za YouTube. Stari moj, pojma nimam. Ne vem, kako bi se lahko gamingom držal na TikToku. Moraš tega delati v 3 minutih videih. To je content, ki nekaj nauči, nekaj pove in je v to vložen trud. To je bil point YouTubea. YouTuber ni bil vsak. Bilo nas je par, ki smo živeli in bi umrli za YouTube. In ste nas spremljali. To res ni mogel biti vsak. Mogel si imeti personality, pa zraven še precej jebenega skilla to upedenati in prodati. Zdaj pa pač se posnameš nekaj na hiter lipsinkaš na TikTok, pa si kao TikToker. Zato ne vem. TikTok nas je preveč internali spremenil, da nam dolge vsebine niso več privlačne. Ker zdaj imamo pozornost zlate ribce. Actually, ljudje imamo krajšo pozornost kot zlate ribce. To je nek nov rekord. Zahvaljujoč tem hitrim vsebinam. Stari, probi gledati nek film iz 70-ih, brez da imaš telefon zraven. Ubiti se boš hotel. Zdaj tak pri YouTubeu. Ampak pri YouTubeu je 10 minut in je preveč. Kam pa so šli gledalci? Zakaj? A smo zato krivi mi, ker nismo več zanimivi? Ne bi rekla. Trudimo se. Jaz ne delam nič bolj boring vsebine, kot sem jih delala včasih. Pri meni je problem, da sem stara 24 let. Zdaj je za familijo, ampak jaz nočem familije. Nočem otrok. Tudi če bi jih ne bi imela interesa kazati. To nisem jaz. Jaz imam rada filme, igrce, knjige, pop kulturo. Zato delam na popi. Minecraft videi iz leta 2019 imajo skoraj 100,000 ogledov. Skozi prosite za ta Minecraft. Rodila sem Minecraft letos februarja. Niti z 10,000 ogledov. Tako da ne, it's not on me. Polka enostavno ni. Kaki ljudje pa sploh uspejo na YouTubeu? A je to danes še sploh mogoče? Kaj se vem? Po moje ne.
Če imaš sanje biti youtuber, že zdaj nehi. Sorry, ker se ne splača. Nočem zdaj ono kao nočem konkurence. Sam preveč živcev boš vlagal v nekaj, kar ni profitabilno. Ne boš mogel iz tega narediti kariere. Jaz ne pridem skozi mesec, pa imam 37,000 naročnikov. Zaslužim 150 € max na dober mesec. Ostalo so sponzorji. En sponzorji, ker nisem več #prodana duša. In če ti je hobi, lej, deli videe. Ne sanjati o neki karieri. Sam prepusti v užitku, kaj pa veš, mogoče ti pa rata. Ampak kraj samo živi. Kakšni so bili influencerji nekoč in kakšni so danes? Influencerji. Koliko sovražim to besedo. Jaz se uradno ne identificiram več kot influencerka. Sem bila. Včasih je bilo to fajn. Dobo si eno zabavno objavo za narediti, ko sem prej rekla za Viki kremo, in dobo si plačilo in res si čutil izdelek. Jaz sem res imela rada Viki kremo. Pa kavo, bar kafe, pa PlayStation. PlayStation, please come back. I love you and I miss you. Jaz si po cel mesec ne rabim biti, ker mi nič dlake ne rastejo. #bless. In naj bi jaz zdaj delala reklamo za privnik? Ja, ampak vem, da folk deluje na tak način. Pa fukneš tisti izdelek v omaro, pobereš denar, pa greš na naslednjega. To ni influencerje. To si oglasni panov, brez čustev. Nekateri ljudje pa dejansko uspejo. To pa? To, kdo dan sploh uspe na Instagramu in TikToku, je itak čist druga tema. Ampak pogrešam raznolikost. Pa Afna je delala make-up, jaz sem delala, tudi make-up, ampak kasneje gaming, lasulje, potovanja. Alenka je delala in še vedno dela true crime, Jure dela gaming, Lana Briški čaj z Lano, Kaja Karba, Tjaša Del, Evina Lepotilnica, Lana Novak. Vse so imele nek svoj personality. Vsaka je delala nekaj svojega. Zdaj, izbaci rit pa fitness! Fitness na sveti. Najhitrejši način, da uspeš. Ker nima veze, kak je tvoj personality. Sam rit. Rit prenese lajke. Ampak kje so pa vse intelektualne slovenske vsebine? Ampak s tem se v Sloveniji preveč postaviš v nek box, preveč definiraš svoj content in posledično to ljudje ne bojo gledali. Nažalost. Slišati hoče pa vsi. Kakšen content si pa jaz želim? Lej, mene veselijo videi v obliki video esejev. Pa brez moje face, ko smo se je že vsi navlčali. Ne da se mi več stari. Da sem lahko nek zadnji pa ustvarjam. God, kak je amazing. Rada govorim, pa rada pišem, pa rada pametujem. V filmih, igrah, knjigah itd. Res hočem to furat naprej in vem, da bo jebeno težko, ker me algoritem ne bo metel naprej, ker kao to nobenega ne zanima. Tam bom. Lej, če ti ne paše, če pogledaš vloge, 5 let nazaj. Na mojem kanalu je fucking milijavžen tenih vlogov, ki so res dobro narejeni. Ne rečem, da nikoli več ne bo vlogov. Bojo. Moj life je trenutno bolj zanimiv kot kadarkoli, ampak ker res se moram fajn navaditi na šiht in ne moram razmišljati še o tem. Bojo vlogi, ko bojo. Verjetno tudi kak travel vlog, kdaj pa kdaj pade, ampak zaenkrat mi pa še tale preprost gaming, pa malo filmov. To mi je res easy snemat, ker, rada govorim, obviously. YouTube ni več moj glavni cilj. Zakaj? Ne moram več. Iztrošila sem se. Pa ne v smislu kontenta, idej imam še ful. Iztrošila sem svojo energijo, ki jo dajem v razmišljanje o cifrah. Uničila me je. Ne morem fucking verjeti, koliko cajta sem porabila za vse te algoritme, pa za razmišljati, kaj se bo klikalo, pa da ni clickbait. Pa si itak vse ni klikalo. Res te uničila služba, čeprav si rečeš, se pa cele dneve si doma, pa nič ne delaš. Stari, se kar ne delaš mentalno. Jaz se zdaj na dejanskem šihtu ne rabimo prenevati s temi stvarmi in prav paše. Ampak o tem da je drugič. V glavnem, res sem srečna, da sem najdla nekaj, da se lahko malo sprostim. Da cifre niso več moj lutkar, ali kak ne rečem, ki me nadzira v lifeu. In za na konc sporočilo vsem, ki želijo biti influencerji, ne biti. Ne si želeti biti influencer. Bod ustvarjalec, umetnik. Ustvarjaj umetnost, delaj, kar te veseli. Jaz sem včeraj imela en intervju z enim fotografom in ne morem verjeti, da nobeden ne ceni tega. Tega, ker vsi gledate riti. In lej, naj ne bo denar pa slava tvoje vodilo. Moje ni bilo. To je bil sam hobi, ki mi je bil všeč in pol je rad služba. Super služba, čeprav naporna. In mislim, da je influencerjev, ki vidijo sam denar pa slavo, že itak preveč. Nažalost, folk še ni dosti prifan v prepoznavanju, kaj je fake pa kaj je real. Ampak se bojo. In če si želiš ustvarjati in boš real, bojo to videli v tebi. Verjam mi, rata ti lahko sam tak, da si ne želiš, da ti rata. Anyhows, ful sem se razgovorila, to je to za ta video. Se opravičujem, ker ne vidite moje face. To je moja faca, to sem jaz. Like, subscribe in vidimo, slišmo, ne vidimo. Se naslednjič. Bye!